Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, nocoj bo Studio City prvič v zgodovini, jaz mislim, krajši, kot bi moral biti. Senka Pličaniča, ministra za pravosodje in javno upravo, namreč ni. Če pogledate na 3. program, ga vidite tam. Še dobro, da je Marcel kar naravnost povedal, saj sicer gotovo ne bi opazili. Namreč tega, da ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča sploh ni bilo v studiu. V nadaljevanju je namreč legendarni voditelj Studia City Marcel Štefančič gostu, ki ga sicer ni bilo v studiu, kar nekaj minut postavljal vprašanja, na katera sicer ni pričakoval odgovorov. Pa ne le zato, ker gosta, ki naj bi na vprašanja odgovarjal, se pravi Pličaniča, ni bilo v studiu. Ne, seveda ne. Vedeti je treba, da Marcel Štefančič odgovorov na svoje vprašanja ne pričakuje niti takrat, ko gostje, ki naj bi nanje odgovarjali, dejansko sedijo v studiu. Če pa že pričakuje odgovor, potem mora biti to točno določen, vnaprej predviden odgovor. Če je namreč Marcelov sogovornik svoje glav in bi rad rekel kakšno po svoje, mu Marcel takoj vskoči v besedo, ga prekine, pove, kaj bi bilo treba reči, skratka, ne da se motiti, ko hoče gledalcem dopovedati, kar jim pač hoče dopovedati. Ko je denimo naš Marcel v studiu gostil kar 2 sogovornika, Matjaža Gantarja iz KD Group in finančnega svetovalca Simona Mastnaka, ju je najprej vprašal. Torej, premier Janša in finančni minister Šušteršič pravita, da Slovenija ne bo 6. država, ki bi morala Evropo zaprositi za finančno pomoč. Jima verjameta? Gantar je uspel reči. Ja, recimo. Mastnak pa celo. Ja, tudi, mislim, možnosti sta definitivno obe, odvisno je pa od nas, kako se bomo sami obnašali, ker sama situacija v Sloveniji seveda ni slaba. Bolj problematično je, da od začetka krize nismo naredili enega resnega koraka k temu, da se začnemo obnašati drugače. Zaenkrat je to vse samo stvar vere. No, v nadaljevanju pa je naš vrli Marcel, kot rečeno, kar sam odgovoril. Bolj problematično je, da od začetka krize nismo naredili enega resnega koraka k temu, da se začnemo obnašati drugače. Zaenkrat je to vse samo stvar vere. Ali. Ampak zdaj, ironija, vam povem, kje je ironija. Zdaj, Janša in Šušteršič pravita, da ne bomo potrebovali evropske finančne pomoči. Zdaj, drugi pravijo že to, da Bloomberg in Financial Times pravita, da bomo evropsko pomoč potrebovali. Zdaj, tle je kleč. Mija Repovž, novinarka Dela, je včeraj v Nedelu opozorila, da sta prav Janša in Šušteršič prva rekla, da bi Slovenija lahko potrebovala evropsko pomoč. Prvi na Radiu Ognjišče, drugi pa pri nas v Odmevih. Bloomberg in Financial Times potem takem ponavljata zgolj to, kar sta rekla Janša in Šušteršič. Tako zdaj veste, kaj je na vprašanje, ki ga je Marcel Štefančič postavil Matjažu Gantarju in Simonu Mastnaku, odgovoril Marcel Štefančič. Moja muzika dok svira, je da nudi ritam, niko ne da mira. Mama je legla i odavno spava, niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, mala moja, ona odo plesat sam. V arhivu oddaj Studio City pa lahko najdemo še neskončno vrsto podobnih primerov, ko Marcel Štefančič najrazličnejšim sogovornikom postavlja vprašanja, na katera potem suvereno odgovarja Marcel Štefančič. Oddaja Studio City je prejšnji ponedeljek torej odprla velike možnosti racionalizacije informativnih oddaj naše javne hiše. Ker Marcel Štefančič za svoje pogovore sogovornikov pravzaprav ne potrebuje, bi bilo najprimerneje, ko bi se v bodoče dosledno pogovarjal kar sam s seboj. Razvojne možnosti pa s tem seveda še niso izčrpane. Idealno bi namreč bilo, ko bi naša javna hiša uvedla še enega Štefančiča. Potem bi imeli 3. Enega, ki postavlja vprašanja, drugega, ki na ta vprašanja odgovarja in tretjega, ki vse to gleda. Ena je 2, ta zgodba se največkrat nesrečno konča. 2 in 2 je 4, odkle se kmalu nobeno čas zamer. Seveda lahko pride še 5, da vse do konc pokvar.